Lastnica stanovanja v novogradnji je v pravem trenutku zaznala, da od svojega novega doma želi nekaj več. Da želi strokovno pomoč pri izboru in umestitvi notranje opreme. Obrnila se je na mlade arhitekte v enem od ljubljanskih birojev. Ti so dobro prepoznali njenega polnega duha, eleganco in prefinjenost in spretno sledili njenim željam ter potrebam. Tako se je rodilo naslednje stanovanje za brezčasno damo. Kakšno stanovanje ste iskali, Saša, ko ste iskali novo stanovanje? Predvsem, da ima ali velik balkon, teraso, ložo in pa nekje kvadraturo, ki meni ustreza. Da ni ne preveliko, ne premajhno. To, da je pa bližina centra, je pa dodana vrednost. Torej, našli ste blok, našli ste stanovanje in potem ste verjetno sami vedeli, da notranje opreme pa verjetno vse ni vaša domena, ne? Ja, to vsekakor. Sem dolgo časa razmišljala in se potem po svoje relativno pozno odločila, da jaz pa res rabim arhitekte. Vsak je pač svojega poklica mojster, in jaz definitivno nisem mojstrica na tem področju. Na prvi ogled sta prišli arhitektki iz ljubljanskega Idealist Studia. Mi smo se srečali tukaj, objekt še ni bil dokončan, ampak smo lahko vstopili v stanovanje. In potem sem jaz njiju povabila, da prideta na obisk k meni, da jima pokažem, kaj jaz potrebujem v življenju. To smo tudi zelo uspešno naredili. Jaz imam nekaj hobijev, se pravi smučam, kolesarim, rada pečem piškotke, rada tudi kaj skuham, včasih tudi kaj šivam. In sem jima samo pokazala, koliko pač nekega prostora za neke te moje hobije jaz potrebujem, da imam pravzaprav tudi precej nekih kuhinjskih pripomočkov. In potem sem jima pokazala pa tale tepih in rekla, ta barvna paleta je meni všeč. To je bilo izhodišče pravzaprav za barvno paleto v stanovanju? Izhodišče, ja, za barvno paleto. In mislim, da so jo ponotranjili, V stanovanju namreč zdaj prevladujejo različni modri toni. Zelo očitno v tem stanovanju prevladuje modra barva. Naša naročnica nam je že na enem od naših bolj zgodnjih sestankov povedala, da njej modra barva zelo ljuba. Ampak mislim, da si je predstavljala samo, da bomo uporabili modro barvo morda v kakšnih dodatkih ali pa na kakšni steni. Vendar smo se mi odločili za drugačen pristop oziroma v enem izmed pristopov smo pokazali varianto, kjer bi pohištvo oblikovali v modri barvi. No, in ta varianta je naročnico tudi prepričala. Takrat je opisala projekt, ko je bil še samo v fazi vizualizacij, da je žlahten. Stanovanje meri 67 kvadratnih metrov in pol, sam balkon pa kar dobrih 21 kvadratnih metrov. Dnevni prostor je obrnjen proti jugovzhodu, spalnica pa proti severozahodu. V dnevnem prostoru sta združeni kuhinja in jedilnica, velika steklena stena pa ponuja izhod na balkon. Stanovanje sestavljajo še kopalnica, spalnica in manjši kabinet. Samo tlorisno zasnovo nismo sploh spreminjali, postavitev v smislu razporeditve opreme pa smo. Posebej v tem dnevnem prostoru, ki komunikacijsko krožno deluje. Torej, otok orientira na jedilnico, kot morda zabavanje gostov, potem jedilnica pa komunicira z dnevnim prostorom. Oblikovali smo tudi delno pregrado, ki služi vrtljivemu ogledalu za odlaganje nakita in pripravo garderobe. Kabinetu pa smo zagotovili tudi prostor še za goste in dodatno shranjevanje. Trudili smo se ga čim bolj izkoristiti, funkcionalno zagotoviti veliko shranjevalnih površin, kar pa hitro lahko prostor zaradi tega morda deluje težek. Mi smo se potem v tem primeru odločili za igro volumnov, nalaganja volumnov in ta koncept je opaziti po celotnem prostoru. Tukaj v dnevnem prostoru se lahko opazi otok lebdi od tal, na ta način prepušča svetlobo globje v prostor. Tudi pohištvo smo izbrali delno dvignen od tal.
Tudi ta klop predstavlja koncept nalaganja volumnov. Ta poteka od kuhinje do jedilnice. V kuhinji služi kot shranjevalna površina in kot podpora otoku, v jedilnici pa služi kot klop. V kopalnici je bila keramika na tleh in na steni že pred prihodom arhitektov. Ti pa so morali poiskati še prostor za shranjevanje. Sama kopalnica je predtem imela že neke vzidane kotličke, ki navidezno, ko vstopiš v prostor, izpadajo iz ravnine stene. To smo se odločili navidezno poravnati z vgradnimi omarami, ki tako izkoristijo vsak kvadratni centimeter stene. Prostor pa smo od lepotilnega dela, od bolj intimnega dela ločili še z vertikalno leseno omaro, v kateri se nahajajo košare za umazano perilo in dodatne shranjevalne površine. Med posebnostmi stanovanja so velika notranja steklena vrata, ki segajo do stropa. Izdelana so po meri iz kaljenega stekla. Zavese, pa sploh tekstil, so tudi pravzaprav en pomemben element za ustvarjanje vzdušja v tem stanovanju. Če ne bi imeli zelo preciznega izbora tkanin, bi morda delovalo predvsem funkcionalistično stanovanje ravnih oblik, ker smo se pa odločili ga kombinirati z mehkimi oblikami in tekstili v vzglavju, v naslonih in pa potem tudi v zavesah, deluje takoj bolj ženstveno. Lastnica je želela stanovanje z balkonom, saj je ta za njo kot dodatna soba. Skupaj z arhitekti so izbrali pohištvo za balkon, ki ga je obogatila z izborom večjih in manjših posodovk. Kot rečeno, je bilo prav trdno zaupanje med lastnico in arhitekti osnova za dokončanje lepega doma.